Boljše kot tam Sigurnost imamo 8 Pomembno, da smo dosegli, da bo s 1. junijem, da bodo vojaki, ki so v premestljivih enotah, to je pa približno 4000 pripadnikov Slovenske vojske, prejelo 96. člen in to pomeni 18% bruto večjo plačo kot do sedaj. Veliko pa pričakujem seveda od zakona o službi v Slovenski vojski, kjer bomo lahko z vladnimi uredbami izboljšali plače slovenskim vojakom. Lahko kaj bolj konkretno rečemo, katere so tiste enote, ki so bile najbolj problematične ali pa zaenkrat najslabše ocenjene? Ja, v lanskem letu veste, da so bile 4 enote negativno ocenjene, naprimer 10. motorizirani bataljon. Ta bataljon je v lanskem letu potem odpravil vse te pomanjkljivosti, to tudi dokazuje njegova afirmacija in certifikacija strani Zveze NATO in ta bataljon izjemno dobro in uspešno deluje v operaciji KFOR. Ne povem, da tudi glavni poveljnik, general Brijant, je izjemno pohvalil delovanje Slovenske vojske 10. motoriziranega bataljona v operaciji KFOR. Ampak tiste, ki pa so letos oziroma v tem poročilu slabše ocenjene? Ne povem, da 5 enot so dobile slabše ocene kot lansko leto, vendar nobena enota ni nezadostno ocenjena. Zdaj, glede konkretnih enot pa lahko dobite podatke na Ministrstvu za obrambo. Kako je bil predsednik zadovoljen povedanim? Predsednik republike je bil zelo zadovoljen s poročilom. Mnenja je, da smo na pravi poti, da uresničujemo te svoje obveznosti. Tudi je posebej poudaril, da je dobro, da smo pravočasno reagirali na to težavo s pridobivanjem novih vojakov in vojakin. Tako da je moj vtis, da je predsednik republike zadovoljen s poročilom o pripravljenosti Slovenske vojske. Kaj pa, mislim, da je bilo v lani, je prav predsednik dal poseben poudarek temu, tisti pravi skrbi za vojaka, za njegov položaj, za njegov status. Danes tudi kaj govora o tem? Jaz sem predsedniku republike predstavil, kaj prinaša zakon o službi v Slovenski vojski. Veste, da tam so tudi določene določbe, ki rešujejo položaj vojaka, ki dopolni 45 let in ne more več upravljati vojaške službe, sofinanciranje prispevkov delodajalcev, pomoč, če bi začel z lastno dejavnostjo. Glede same oskrbe je posebna pozornost, naprimer, da imajo prednost pri zdravljenju, če je nastala poškodba v zvezi z upravljanjem vojaške službe. Seveda to posebej mora biti financirano strani Ministrstva za obrambo. Tako da tudi temu vidiku celostne oskrbe vojaka in tudi njegovih družinskih članov, glede na to, da naši vojaki delujejo na misijah, zakon prinaša nove rešitve, so pa to seveda rešitve, ki so povzete iz drugih vojska. Kaj pa praksa, odpovedi, nezanimanje, kako v bistvu bolj konkretno to rešiti, da se res kaj
dobesedno ne sesuje. Odpovedi so rezultat slabih plač. Ne povem, vojak ima v tem trenutku 495 evrov, naprimer piloti imajo 3-krat nižje plače kot v Adriji in to so problemi, s katerimi se bomo soočili. Seveda so pa rešljivi, če bo sprejet zakon o službi v Slovenski vojski. Pri tem upam, imate najbrž podporo tudi predsednika? Pri tem imam polno podporo predsednika republike in kot mi je znano tudi podporo v opoziciji. Gospod minister, ali imate kakšen konkreten predlog pri reševanju teh pomanjkljivosti v vojski glede vojakov, ki na nek način jih primanjkuje?